Kuhaj tola. Nima fajn, no. Dan, a veš kaj pa še nisem delal? Nikoli še nisem posnel vloga o svoji ulici. Čeprav, veš kaj sem se zdaj spomnil? Enkrat je ful scal, pa se mi zdi, da sem eno Kia Ceed karavan rdečo GT Line, da sem cel vlog posnel v garaži. Se kdo tega spomni? Ok, zdaj pa avto, ki je na vrsti. Si že prepoznal? Veš, kjer je to? Kar vidiš, je Mazda CX-30 z oznako Skyactiv G. Pa ne zdaj tega zamenjati s tisto Mazdo, ki sem jo jaz zadnjič imel trojko, ki sem razlagal o tehnologiji Skyactiv X. Ta motor, tudi 2.0 bencina, v tem primeru dobrih 120 konjev, je pravzaprav nastavil pot tistemu Skyactiv X. Pa mogoče dajmo najprej razčistiti. A veš, imamo Mazdo CX-3, pa imamo Mazdo CX-5. Tale CX-30 je pa po velikosti točen med njima. No, zakaj? Jaz sem se to naučil med snemanjem oddaje za slovenski avto leta, ko mi je kolega novinar rekel, da se mu zdi in je imel prav, da ima Mazda ta ime že rezerviran za enega od svojih avtomobilov, ki ga prodajajo na Kitajskem. Je pa drugače ta motor, če jaz prav razumem, prvi bencinski motor z razmerama, z visokim kompresijskim razmerjem, ne 17:1, tako kot za Skyactiv X velja, ampak 13:1. Pa še en podatek, ki bi se mogoče komu zdel zanimiv. Ta avto je blagi hibrid. A veš, kaj pravzaprav to sploh pomeni? Kaj je kupenih hibridov? Običajen hibrid, priključen hibrid, blagi hibrid je pa, veš, pravzaprav je elektromotor zelo majhen. Mislim, da nuca energijo, ki jo avto regenerira oziroma pridobi, recimo med zaviranjem. Predvsem je pa vprašanje, kdaj pa potem sprosti, ker na štrom ta avto valjda ne moreš voziti. Blagi hibrid je, ne pozabi. To pomeni, da tisto malo energije, ki jo ima, jo sprosti med vožnjo. Predvsem pa je pomembno, kdaj. Mal ti recimo pomaga pri speljevanju, predvsem pa med vožnjo, ker ti šaltaš tist mal navora, vrže na spreden kolesen par, zato da so te pojemki ali pa izgube med šaltanjem, medtem ko ti sklopko držiš malo manjši. Sprav v trenutku, ko ti držiš sklopko, se vse neki navora pele na sprednja kolesa. In zato celotna vožnja, vse v teoriji, pa dejansko tudi v praksi, če si pozoren to opaziš, malo bolj zvezna je, malo bolj gladko se skupaj teče. Se veš, veliko majhnih korakov, da se na koncu veliko pozna. Poraba te verjetno zanima, ni da bi glih vrisku med 7 pa 8 litrov, da se tudi več, no da se tudi manj, tako kot ponavadi. Drugače pa oblika, ne? Daj malo poglej. Ne res, daj, vzam si čas pa poglej. Kaj misliš? Kako se ti zdi tale bok zadnji del? Če mene vprašaš, je CX-30 poleg trojke v tem trenutku najbolj privlačna Mazda. Dobro, MX-5 ta itak nima konkurence, ne? Ta navelja. A veš, dejstvo je, da ko Mazda reče, da so črpali tudi iz kupejevskega navdiha, da to drži. Sej veliko znamk to dela, praktično vse, ki delajo SUV, pa pol streha lepo pade, ampak tukaj, ko vidiš avto v praksi, pismo, detajlov, ki so tako ali pa drugače interesantni, je zelo veliko. Pa ne samo zadnji, valjda tudi spredi, sprehod se z mano. Sprednji del je pravzaprav po dinamični plati še bolj izrazit kot zadnji. Vidiš, kako lepo tečejo linije, pa kako se skupaj izrazito zgleda od blizu. Poleg kakšnih zavihkov, vogalov, detajlov najdeš na tem avtomobilu. Pogledaš od spodaj. Veš, kaj hočem reči? Drugače, Mazda temu oblikovalskemu jeziku, valjda, po mojem sem to že stokrat rekel, reče kodo, ampak zdaj je to že druga generacija, vse skupaj se je začelo že dolg časa nazaj. Predvsem pa palce gor za to, kako Mazda, kar se dizajna tiče, pele zgodbo naprej. Dobro zgleda. Zdaj pa, če namenimo stavek ali pa dva kabini. A se spomniš, kaj sem rekel pri trojki? Rekel sem, da z eno nogo stopa že v premijski razred. Pa bi moral reči drugače. Ker stari oprostno, ampak to, kar Mazda zadnje čase ponuja v svojih kabinah, to ni z enim prstom ali pa nogo premijski segment. Ko pride do materialov, sestavljenosti, kakovosti, nimamo kle kje razglabljati, ne? Premium pa pika. Dobro, saj bi se lahko usijal, recimo, zelo, tudi po mojem mnenju, malo preveč preprosto zrisane merilnike. Se strinjam. Ker premium ne določajo samo materiali pa feeling v kabini, ki je tukaj izvrsten, ne? Tudi tehnologije, ki jih ponujaš oziroma uporabljaš. Je pa tako, ne? Če se greš premium, ne vem zakaj, ampak doskrat pride do tega, da pol tudi prostor ni v prvem planu. Ne moram reči, da ga je ful mal, ampak da bi pa vrisko, to pa tudi ne. Jaz sedim zdaj za sabo, ta zid nastavljen zame. Koliko je tole? Švoh 10 cm, za glavo pa tudi, no okej, ne, lažem, za glavo ga je dosti. Če sem malo, probal sem, če je klop pomično vzdolžno, ni. Pa še eno stvar, ki bi rad pohvalil. Kakovost slike vzvratne kamere tukaj na zaslonu je vrhunska. Bravo. Na ravni najboljši. Nič še nisem rekel o voznih lastnostih. CX-30, glede na to, da je SUV, se pele
bolj nič tako kot SUV. Presenetljivo malo, ali pa se to od Mazda lahko že pričakujemo zadnje čase, sploh potem, ker je pokazala ta nova trojka. Zelo malo se nagiba v ovinkih. Vozniški avto je. No, in če se počasi lotim zaključka, celostno je CX-30, ne vem, kaj naj ti rečem, zelo prijeten avtomobil. Seveda se boš moral sam odločiti, ali ti ustreza tehnologija, ki jo ponuja, ko pride do motorja, zato ker, a veš, atmosferski bencinar, to je specifičen motor, ki zahteva specifičnega voznika z točno določenim mindsetom, ki si bo želel kupiti tak motor, ga bo želel uporabljati in voziti tako, kot ta motor zahteva. Kar se pa zmogljivosti tiče, ne, sej drobiš z 200 Nm navora, koliko ima do 100, ne vem, ampak 90 kW, 122 konjev za običajno vožnjo več kot zadosti. Stvari, ki se mi pa pri tem avtu daleč najbolj všeč, poleg dizajna, pa poleg vozne dinamike, predvsem kako se počutim, ko sem za volanom. Tukaj imam v mislih dejanski položaj, koliko blizu je prestavna ročica, kako se z avtom razumem. No, s tem, koliko sem se recimo s trojko, se razumem odlično. In to je to za danes. Mazda CX-30. Ajde. Drugače pa vem, kjerih komentarjev bo ful, ne? Ker ne vem, če še kakšna stvar zadnja leta polarizira toliko, kot prosto stoječi zasloni, ki gledajo ven iz armaturne plošče. Kuhaj tola. Kdo je tola hor na limu? Za kuha more kola ven gleda. Ne more imeti kuka en drug, da ima za kuha. Kdo je tola hor na limu? A so ha hor na šraufa? Aj tega treba. A so ha na šraufa hor, a kuha so na limu. Orka ma to.